Jaz kar vabim na oder našega naslednjega predavatelja. To je Igor Škamperle z oddelka za sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Lahko omenim, da se je na raziskovalnem področju ukvarjal predvsem z renesančno kulturo in s teorijo simbolnih form. Bil je med prvimi slovenskimi interpreti hermetizma, Jungovih teorij in pojava renesančne mitologije in alkimije. Potem je tudi pisatelj. Skratka, zelo širok renesančni domet, paleto zanimanj ima in seveda ga tudi poznamo že z več prejšnjih Grošljevih simpozijev, tako da njegov današnji referat ima naslov Pindar, homerske himne, poetska narava grških mitov in arhetipi človeškega bivanja. Tako da... Ja. Hvala, Nada, za tvojo skrb, za ta simpozij in za vabilo. Lepo pozdravljeni. Naslov sem dal precej široko, Pindar, homerske himne in poetska narava grških mitov in arhetipi človeškega bivanja. Za svoj nastop na tem simpoziju, ki ima pravzaprav že hvalevredno kontinuiteto in je letos v središču Pindarjevo pesniško delo, za svoj nastop sem izbral primerjavo in poskus povezave Pindarjevih slavospevov in homerskih himen. Tako prvo, kakor drugo literarno delo spadajo v zelo podoben ali celo isti kulturno-zgodovinski kontekst, to je nekje med 7. in 5. stoletjem pred Kristusom, pred našim štetjem, seveda z različno genezo in tudi redakcijo homerskih himen, neznanih avtorjev, ki jih pripisujemo te himne homerskemu izročilu. Naj na začetku izrazim tudi svoje osebno veselje, zahvalo in pohvalo uredniku Branetu Senegačniku in prevajalcem, ki so v loku zadnjega prejšnjega desetletja, pravzaprav pri založbi Družine je to šlo, s skrbno strokovno redakcijo poskrbeli za izid literarnih del v slovenščini, tako Pindarja, kakor homerskih himen. Izid celotnega Pindarja 2013 in vseh homerskih himen 2019 se mi zdi velik kulturni dosežek nacionalnega pomena. Dela nastopajo kot pravi spomeniki, če jih beremo počasi, na poti vstopanja v duhovni in estetski svet antičnega grškega sveta, pa seveda ne le tega. Kot sociolog kulture se posvečam obdobju renesanse, pa tudi moderni družbi, kjer se na različnih področjih, tako rekoč interdisciplinarno, srečujemo s pojmi, z izročili, likovnimi izrazi v vizualni umetnosti, predvsem v slikarstvu, filozofsko-literarnimi navezavami, ki imajo svojo genezo prav v tej kulturi, v antični grški poetski kulturi. Ko včasih vodim skupino študentov ali pa intelektualno radovednih turistov mimo znamenitih slik z mitološko in religiozno motiviko v slavnih galerijah, na primer v Firencah, v Benetkah, v Pragi, v vatikanskih muzejih, se za temi figurami boginj, bogov in njihovih zgodb, pa tudi za modernejšimi literarnimi, filozofskimi in zakaj ne tudi psihološkimi aplikacijami in razlagami, vedno nahajajo tako ali drugače homerske himne, pa tudi Pindar in njegovi
že osebno, bolj osebno, izoblikovani slavospevi. V teh poetskih delih, ki opevajo bajeslovni svet in vlogo človeka, njegov trud, zmagovalno naprezanje in tudi seveda poraz, v zagonetnem položaju antičnega in seveda tudi sodobnega človeka, med divjo naravo, živali in nesmrtnimi bogovi, je bilo že v antiki na nek način vse povedano. Povedano, kaj in kdo je človek. Pindar in homerske himne se umeščajo torej na ta prehod med Homerja, med njegov epski svet, mitov in prvo genezo lirike in potem klasično kulturo 5. in 4. stoletja, pred našim štetjem, ko v polnosti zaživi tako imenovani grški čudež, civilizacije z mestno državo, filozofijo ter zrelim razmislekom o človeku kot individualnem posamezniku in posameznici. Na tem prehodu se izčistijo pojmi, ki jih je lani, v minulem letu, dobro povzel nek italijanski profesor, grecist Giulio Guido Rizzi, in jih izdal v trenutno uspešni knjigi v Italiji La Grecia in 30 parole, stara Grčija, antična Grčija v 30 besedah. Opisal je 30 pojmov, s katerimi zahodni ljudje še vedno skušamo, mislimo sami sebe in svet. Samo nekaj, če jih naštejem: eros, psihe, dike, kaos, nomos, filija, agon in tako naprej. Šolsko ta prehod Pindarja in homerskih himen označujemo kot duhovno-kulturni premik od mitosa k logosu. Z vsemi implikacijami, ki jih ta dva pojma, mitos in logos, povzemata. Mitos očara, logos odbere in potem seveda z namenom, da gre za resnico, prepričuje. Primerjav in opredelitev je seveda še veliko. Primerjava, ki jo sam postavljam med Pindarja in homerske himne, pa zadeva tudi razsežnost časa. Natančneje časovno zavest. Prav na tej ravni lahko zarišemo bistveno razliko, ki Pindarjeve slavospeve, ki so se odvijali navsezadnje kot dogodek, kar smo tudi prej poslušali, to so še bili performansi, dogodki, s poveličevanjem vrlin in odličnosti zmagovalca na športnih igrah in ki so jih prirejali te športne igre v dotičnem konkretnem kraju, Olimpija, Delfi, Nemeja, Korint. Torej, razlika, ki ločuje, to je Pindarjeve slavospeve od časovne zavesti homerskih himen, ki so homerske himne še scela pogreznjene v mitski čas. Kajti, kot v svojem delu tudi zapiše, v svoji monografiji o Pindarju, zapiše Vicnoj, kolega Vicnoj, citira, mitski čas ni čas, v katerem pesni Pindar. Pesnik Pindar seveda prehaja, lovi sijaj mitskih bogov, se stopa ali pa se dviguje in hkrati se stopa v njihov svet in se spet vrača nazaj v živo stvarnost dogodka. Prav zmaga, to se mi zdi, da sem ujel, tu skušam, zmaga, tokrat seveda pri Pindarju na tekmi, ampak vendarle kot koncept, se mi zdi, prav zmaga je tisti zgoščeni trenutek, tako ga tudi sam pesnik Pindar razume, kairos, tisti polni dogodek, ko se čas na nek način ustavi in razpre v vse smeri, v polni skoraj ustavljeni zdaj, v preteklost,
ki niti nima kronološke zasnove, in v epifanični dvig, ki nas povzdigne nad običajno stvarnost, čeprav nas zavest seveda implicitno vrača nazaj v tukajšnjo bit, iz katere smo primorani gledati naprej. Človek namreč ne more preseči samega sebe in izstopiti iz svojega bivajočega horizonta. Toda zavest, da se tu, v izbranem trenutku, ki ga Pindarjevi epiniki dobro izpostavijo, čas razteza v različne smeri, da izstopamo iz danega trenutka, da se doživeti trenutek razpira Božjemu, a smo hkrati primorani vračati se v svoj običajni dani status in razmišljati naprej. To se mi zdi ustvarjalni korak Pindarjeve poezije, ki mitskemu horizontu dodaja oziroma iz njega izvaja, izpeljuje zgodovinsko zavest. To se mi zdi pomemben korak v duhovno-zgodovinskem razvoju. Mitski čas je čas, ki je, na nek način bi rekli s slovenskim predpreteklikom, mitski čas je čas, ki se je že zgodil. Poudarja preteklost, ki je ni mogoče spremeniti. Mit podaja ne le vzročnost, ne le to eciološko vzročno strukturo mnogih lastnosti, ki jo okarakterizirajo sedanji svet in njegova bitja, zakaj pač je tako, kot je, ampak nosi s seboj tudi neko gotovost, ki je v resnici blizu objektivnosti. Podaja razlago biti in sveta, kakršen je. V tem je mit po svoje presenetljivo, če tako pomislimo, blizu znanosti, kar je po svoje šokantno, ker je totalno nasprotje, ampak po nekih globljih strukturah sta si podobna. Objektivni svet je hkrati, lahko rečemo, tudi, malo drzno bom to rekel, ampak ta objektivni svet je lahko hkrati tudi malo odvečen svet, zaprt svet, mrtvi svet. Duhovnost, če tako rečem, vsaka duhovnost v vseh religijah, v vseh umetnostih se zgodi ravno z distanco do običajnega, do navadne stolice in tako naprej. Platonov svet idej. Spravi, vidite, in prav v to smer objektivnosti, dolgočasnosti drsi sodobna znanost in tehnika. Na drugi strani, ki v Pindarjevih odah izhodišče nudijo ti epifanični trenutki zmage, pa se v odprte smeri razpira svet, ki ni niti statičen, niti ni ozko objektiven, vzdržuje ga diskontinuiteta, ki presega ali celo razbije tisti mitični nekoč, tisti pravlični in ille tempore, statičen, kjer kljub doseženi zmagi na športni tekmi, v tem primeru pri Pindarju, radikalna drugost, ta heteron, ni obvladana v celoti, ampak se prav v trenutku zmage zavemo nujnosti vrnitve, zavemo se lastne omejenosti in nujnosti zrenja naprej. V resnici je tu že nakazana vira, mislim v tem širokem smislu vira, tudi jasno religioznem smislu, vira, ki seveda ni in ne more biti objektivna. Prav zato, ker je zmagala, ker je prekinila oziroma presegla dani svet. Človek mita, ali pa tudi znanosti, če damo v oklepaj, ni svoboden. Ostaja lutka v nitkah usode. Svobodo prinaša vira. Toda svoboda, ki jo vira vzpostavi, seveda ta svoboda nima svoje predmetne vsebine, nima ekvivalenta
Zato je vera tako ali drugače vedno vera ne od, ampak vera vera za nekaj. O teh stvareh je dobro pisal Jan Patočka, češki filozof, ki ga šele zdaj spoznavamo, leta 1977, Bog je umrl, ko so ga spraševali v zaporih. V esejih, ki so zdaj dostopni tudi v slovenščini. Večnost in zgodovinskost, lansko leto je šlo tudi njegov esej Negativni platonizem. Vendar, da grem proti zadnjemu delu, mit ni le stvar preteklosti. Danes največkrat mit seveda deluje uspavalno, kot da govori o stvareh, ki jih tako ali drugače, tako ali tako že poznamo. Tudi naša iluzija, da smo človeško-civilizacijska iluzija, da smo po dolgi razvojni poti duha od bajeslovnega sveta preko religije prišli do znanosti in do njene tehnične končne postaje v tehniki, ki nam opredeljuje vsakdanjost in je s tem pravzaprav konec vseh iluzij. Tudi to je lahko neke vrste mit, kot navsezadnje vidimo v sodobnih krutih dogodkih v svetu. Kakor so dobro opozorili sodobni preučevalci mitov, mitologije, antične mitologije, na primer Walter Burkert in še drugi, mit ni vezan le na literarno besedilo, zato ga tudi ni mogoče brati in analizirati zgolj filološko. Podaja se mnogim interpretacijam. Zgovorni primer možnih heterogenih interpretacij je prav denimo homerska himna, ena najdaljša pravzaprav, o Demetri in njeni zgodbi s hčerko Perzefono, ki jo Hades ugrabi, kjer nastopa zelo zapleteno, dobro izpovedano v mitskem jeziku psihološko razmerje med materjo in hčerjo. Antropološka razlaga, ki je v njunem primeru Demetre in Perzefone, kakor v drugih sorodnih mitih oziroma mitih s sorodno vsebino, na primer Inane in Tamuza ali pa Izide, egipčanske Izide in Ozirisa, interpretacije, ki so videle glavnega referenta v teh mitih v vegetacijskem ciklu, v ciklu vegetacije, letnega cikla, je nedvomno prekratka in nezadostna. Tudi strukturne in družbene funkcije so lahko le parcialna interpretacija mita, kot jih je razvijal Levi-Strauss in drugi. V mnogih primerih, na primeru Demetre in Perzefone, mit izraža tipološko strukturo malone univerzalne narave. Mati, hči, obe se morata osamosvojiti in odpovedati, znati odpovedati druga drugi. Tu je potem prisoten pri mitih seveda še dejavnik svetega, božjega ali svetega, ki so ga prav eleuzijski misteriji, vezani na ta mit Demetre in Perzefone, dvignili na raven osebne, v pomenu osebno doživete in torej na nek način neuradne, religiozne iniciacije. Iniciacija, ki pomeni spoznati, doživeti izkustveno in potem skupaj z simbolno smrtjo in potem razumeti. Filozofija, ki se osredotoča na skrb za dušo, se seveda želi dvigniti nad mit in v imenu svobode izbira filozofija, filozofski nauk, izbira svojo usodo. Mitsko govorico prevaja v spoznanje in v filozofijo upanja. Od mita pa se filozofija v celoti nikoli ne more zares odlepiti, kakor nam je to dal vedeti Platon. Njegovi
če povzamem, poznako brezvredni miti, ki jih Platon uporablja, kakor jih je cinično imenoval Hegel. Prav ti, tako rečeno, brezvredni miti, kot pravi Hegel pri Platonu, so v resnici prav tista druga plovba, spet z metaforo rečeno, ki človeku razjasnjuje umevanje nekaterih bistvenih stvari, ki se razpirajo na drugačni ontološki ravni. Večnost namreč ni podaljševana kronologija časa brez prekinitve, kot si to zamišlja na nek način tudi znanost, ampak pomeni večnost prestop v drugačno obstojnost časa. Moderni filozof Derrida, na primer, se mi zdi zanimivo, tudi razlikuje dve obliki prihodnosti. Eno je, kot pravi Derrida v francoščini, futur, drugo je pa l'avenir. Futur je koledarček, ki ga imamo vsi službeni, naslednji mesec, naslednji teden, je nadzorovana prihodnost. Futur, drug mesec. L'avenir je pa odprti dogodek, za katerega še ne vem, kaj bo in kdaj bo in kako bo. Mislim, svet, s katerim, če se tako rečem, živijo verjetno vse ženske, in moški tudi, kdaj bom srečana. Futur in l'avenir, vidite, tudi to odpira mit, zato se ga ne da v celoti črtati, čeprav je stvar že bilo. Prav to pa je na svojstven način, se mi zdi, upeval tudi že Pindar, kot trenutek sicer športne zmage, razume in izpoveduje kot kairotični dogodek, po kairosu, tistem polnem trenutku. Ali z drugo besedo bi rekel, kot liturgični dogodek. Kot doživetje, kot liturgično doživetje, ki pa ima svoje mesto, čeprav kot kvalitativni preskok seveda znotraj naše človeške zgodovinske duhovne zavesti. Meni je ta koncept zmage pri Pindarju, veste, zelo spomnil na, izkustveno me je spomnil na, ker sem včasih plezal v gorah, na vrh hriba, na vrh stene, na trenutek preplezane smeri, ki deluje tudi v tem smislu kot Pindarjeva slavospev Zmaga in hkrati implicitno vključuje, ampak ne moreš zdaj tu ostati, na vrhu se ne da ostati, je treba iti nazaj, smo pač ljudje znotraj svoje duhovne zgodovinske zavesti. Tudi nismo več samo v mitvu, moramo iti nazaj. In je zanimivo, da se prav, ker imam kar več takšnih primerov, tudi prav na teh vrnitvah, pri sestopih pri kolegih in kolegicah zgodilo veliko nesreč. Se treba vrniti nazaj. No, v tem se mi zdi preko, čeprav gre, kot se že Sovre spraševal, a je šport vreden tako visoke poezije, kot jo piše Pindar. Ampak na nek način rečemo, ja, seveda, v tem konceptu zmage sem videl in vsega, kar implicira, nazaj in naprej, je tak epifanični, kairotični trenutek, ki odpira te razsežnosti. No, da skledem, v tem se mi zdi tako Pindar, kakor tudi homerske himne, resnično nek most med ljudmi in bogovi, pa hkrati tudi med epskim in bajeslovnim junaškim svetom Homerja in jutranjo zarjo velike antične grške filozofije klasične dobe. Hvala. Ja, najlepša hvala.